Danes se umetna inteligenca vse splošno širi na področju oblikovanja v različni smeri, kako na industrijsko oblikovanje, tako tudi na grafično, pa tudi na arhitekturo in na različne nivoje vpliva od področja umetne inteligence, kako na neki konceptualni ravni, tako na nekih procesih, pri nekih oblikovalskih procesih, tako tudi v nekem končni fazi pri izdelavi pomaga, pri neki simulaciji objektov in nekih drugih zadevah. Na tej razstavi, ki jo vidite tukaj, v bistvu smo si poskušali pustiti vlogo same umetne inteligence in skozi besede upodobiti neke podobe iz arhitekturnega področja, ki v bistvu umetna inteligenca poskuša zložiti v neke celote. In ono, kar je zanimivo pri umetni inteligenci, je ta neka fluidnost njenega delovanja, da v bistvu neskončno dela v različnih procesih in da ne moremo te procese, mislim, danes težko vse manj in manj jih lahko določimo. In pri tem smo na nek način hoteli, da je cela razstava, ki jo vidite tukaj, avtomatizirana, tako da sama zbira procese, sama v bistvu zbira besede in na osnovi tega na nek način ustvarja nove celote. In te celote, ko vidite na oknih, to so te neke trodimenzionalne podobe, tako tudi vidite in od zadaj. Poleg te same razstave, ki vidite tukaj, smo tudi umetno inteligenco uporabili in za grafično oblikovanje in za izdelavo plakata in drugih grafičnih materialov, tako da smo se osredotočili na to neko nepredvidljivost same umetne inteligence in poskušali to tudi upodobiti. Danes v bistvu, ko govorimo o oblikovanju umetne inteligence, je zelo zanimivo, da oblikovalec na nek način se postavlja neko novo vprašanje, to je, da oblikovalec ni več samo nekdo, ki oblikuje določeno ploskvo ali trodimenzionalno podobo, ampak je tudi oblikovalec nekega algoritma. In to v bistvu predstavlja neko novo področje za raziskovanje v oblikovanju. Namen raziskovanja z naslovom Od besede do podobe je bil proučevanje procesi povezani z umetno inteligenco. Se pravi, to vsi zdaj vemo, da je neko zelo pomembno orodje v arhitekturi in oblikovanju. Mi smo si pač postavili določena vprašanja povezani z avtorstvom, z iskanjem nek pomen, z iskanjem ključnih besed. Z uporabo tistih ključnih besed potem smo generirali določene podobe, potem, ko smo jih nekako premešali, sortirali, smo naredili določen izbor, pa potem tiste določene podobe smo nekako jih kombinirali in predstavili in smo dobili eno zelo zanimivo razstavo, ki jo vidimo tukaj. Potem razstavo skupaj z ljudmi, ki se tukaj sprehajajo, nekako bo pomenila neka zanimiva publikacija. To bomo pospravili lepo v obliki knjige. Zdaj, vedno, ko nekdo dela z AI-jem, se mora vprašati, kaj to pomeni, oziroma kdo je zdaj tukaj tisti, ki nekako vodi proces oblikovanja oziroma generiranje nekih zanimivih idej in seveda podob. Mi nekako zdaj smo prišli do neko določeno formulo oziroma smo določili nekako, da bistvo oblikovanja z AI-jem je točno v to sodelovanje, kar pomeni, da vse, kar mi dobimo s pomočjo AI-ja, kontroliramo na nek način, delamo več različnih iteracij, naredimo izbor, s tem, da mi ne dovolimo, da AI nekako vse sam skontrolira, ampak da mi nekako skupaj oblikujemo.